A lahko spregovorimo konkretno o določenih imenih, rečemo teh športnikov? Ja, na vsak način, bom rekel, najbolj vroča imena, bom rekel, tudi najbolj medijsko znana so Tomaž Humar, naš alpinist, katerega moram povedati, da smo vsaj 4 mesece intenzivno pripravljali pred vzponom na Nango Parbat, ki je bil, in prav zaradi naše obdelave njegovega telesa, on praktično ni dobil uzeblin. To je on tudi javno povedal, skupaj smo bili na televiziji in še tist simbolične uzebline, katere je dobil, je odpravil v parih dneh tudi z našimi izdelki. Drug tak ekstremen športnik je Martin Strel, to je pa trenutno najbolj vroča medijska zadeva, zdaj, ko pač je začel plavati Amazonko. Tudi njega obravnavamo enakovredno. Zdaj so se na vas obrnili tudi kakšni politiki? Tudi. Pa so zadovoljni s ponudbo? Politik in športnik je glih tako kot vsak človek, če se drži več ali manj navodil o prehranjevanju, potem so tudi politiki zdravi. To je najna firma Zermo. Razvijava najno metodo, ki se imenuje termoregulacija telesa. To je uravnava telesnih temperatur. Intenzivno to delava že 7 let. In iz kje ste črpali začetke znanja? Predvsem iz logike in iz osnovnega znanja medicine, ker Irma je medicinska sestra. Predvsem je pa tukaj ogromno logike in opazovanja narave. Dober dan, jaz sem prišel pa k vam, ker so mi priporočili. Mislim, da je bil nekdo, ki spi na Dormeju in pije veliko cvička, pa rad plava. Tako da, zdaj pa da vidimo, kako se da, rečemo, moje zdravje in moje telo uravnovesiti, da bi lahko morda živel tudi toliko kot moja babica, ki ima 94. Prvo je izračun na osnovi rojstnega datuma. To je pač numeričen prikaz delovanja človeškega telesa, kjer ugotovimo predispozicije. Ugotovimo in to dejansko točno, kateri organ je najbolj izpostavljen, najbolj občutljiv za poškodbe oziroma za napačno delovanje. Zdaj je vprašanje preveč ali premalo. Drugi način je radiestezijsko merjenje telesa. Tukaj pa ugotovimo dejansko stanje, kako telo deluje. Ne kakšne so diagnoze, ampak kako deluje vsak organ in vsaka žleza posebej. Od tega, kako delujejo jetra, pljuča, koža, žleze z zunanjim, z notranjim izločenim, vse to se ugotovi natančno. In to se pravi, da na kožo, kaj pa ima, kako ima kožo, plus in minus, zmerijo? Ja, prolaktin ali ne, tudi protrombinski čas ni v redu, ker govori tudi o času starevanja krvi, ampak ti se ne, plus je koža. Ja. No in rabiš drenovo mazilo. Absolutno. Strel v času plavanja, vseh teh ekstremnih naporov in tudi drugače, je doma, kaj na treningih, absolutno ne je mesa. Če pa že je kdaj meso, ker vemo, da je vsak kdaj kaj zažura, in tako, pa se pa grozen hiter vidimo, da ga tukaj popravimo tukaj, zdaj takoj na licu mesta in zadeva funkcionira normalno, ker taki športniki si ne morejo privoščiti dolgotrajnega slabega delovanja telesa, ker enostavno rezultat pade in tudi Martin ve, že isti dan ali pa naslednji dan, ko je meso, on ne more več plavati, on ne dosega pravilnih časov v plavanju. In kadar je kaj taga, se slišimo, ali so v glas tukaj, ali se slišimo, mu povemo, kaj je treba narediti in telo je popravljeno v 5 minutah. Koliko časa boste vi z njim kot skrbnik? Drugo polovico poti od 15. marca naprej. Se mu pridružim v Manausu in pol do takrat, mislim, fizično je Martin dobro pripravljen, ne problem bo, mislim, problem. Tako, vprašanje je z izgubo telesne teže. Je optimalno pripravljen na odhodu, tako ki je že na konferenci povedal, 110 kg, predvidevamo, da bo zgubo tam 20 do 25 kg funkcijsko. A mu bo uspel preplavati Amazonko? Jaz pravim, da ja. Da ne bo nobena piranja ogriznila v ringu? Piranje so tako, Jaz sem se z njim pogovarjal, sicer nevarnosti so,
Ne bomo rekli, da niso navarni, tudi kače, aligatorji, krokodili, vse to, kar je, sigurno je navarno, ampak ne toliko, da se ne bi dal preživeti. Ne. Ta morska krava, pa, če pa pride do sreče na tiste pa zelo prešljiv. Te pa jej? Prigrizni na pol. Moja. To mi Martin pravi, ne. To je ena oblika morskega psa, ki se ne pojavi ne na površini, ne nič, nikjer. Samo naenkrat od spodaj pride gor in najrajš ima tjulnje, oziroma delfine. No? Te sladkovodne delfine in edin znak, da je ta bliz, je, da je kakšna polovica delfina, ki plava po vodi. Ne? In takrat sam hiter ven in par ur ne več noter. Mi te naučimo, kaj in kako moraš delati, da bo tvoje telo funkcioniralo normalno. Da pa če boš ti to delal, to upošteval, odločitev je pa tvoja. Kdaj ste pa vi se nehali ukvarjati z svojim zdravnikom? Pred 10 leti. In vam je kaj zameril? Ne, zakaj? Moram reči, da ta zdravnik, ki sem ga imel, je bil, bom rekel, eden od tistih normalnih zdravnikov, ne? In tako kot pravijo Kitajci, se ni važno, kakšne barve ima, čak sam da lovi miši. Ne? In tudi meni je moj zdravnik rekel, Igor, vse lepo in prav, samo da je zate dobro.